Nogometaši Domžal so v drugem kolu Prve lige Telekom Slovenije gostovali na stadionu Matije Gubca v Krškem. Varovanci Luke Elznerja so v Posavju lovili prvo zmago, saj so v lanski sezoni na tem stadionu dvakrat remizirali. Tudi tokrat so Domžalčani zaigrali v skoraj povsem spremenjeni zasedbi kot na četrtkovi tekmi proti Šahtjorju. Mesti v prvi enajsterici sta namreč zadržala le Jure Balkovec in Marko Alvir. V prvem kolu so Krčani remizirali v Velenju, Domžalčani pa so na domačem igrišču z 2:0 odpravili Radomlje. Prvo priložnost na tekmi so si pripravili rumeni, Balkovec je takole našel Vuka, na pravem mestu pa je bil vratar Marko Zalokar. Na drugi strani prva priložnost v 17. minuti strel Bučarja in obramba Goluboviča, no v 22. minuti pa prodor Dangubiča, žoga je prišla do Bučarja, ta pa je z natančnim strelom premagal nemočnega Goluboviča in domače popeljal v vodstvo z 1:0. Domžalčani so bili sicer boljši tekmec, vendar do vodstva Krčani, rumeni pa bi lahko izenačili v 34. minuti, toda Slobodan Vuk je bil strelom z glavo premalo natančen. Smo že v sodnikovem dodatku prvega polčasa, lepa akcija Domžalčanov, Žuninjo je takole našel Vuka, ta je žogo nastavil Juretu Balkovcu, močan strel z levico, na pravem mestu pa znova Zalokar, sledil je kot, podaja na drugo vratnico, Zalokar je odbil do Široka, predložek v kazenski prostor, Vuk pa z glavo previsoko. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom domačinov, med odmorom prva zamenjava, namesto Jana Repasa je vstopil Matic Črnic. V drugem polčasu Domžalčani še nevarnejši kot v prvem, predložek Široka v 67. minuti in z roko je igral Luka Pavič, Slavko Vinčič pa je pokazal na belo točko. Iz 11 metrovke je bil zanesljiv Slobodan Vuk, ki je izenačil izid na 1:1. 31. gol Slobodana Vuka v dresu Domžal, na večni lestvici za prvim strelcem Zlatanom Ljubljankičem zaostaja le še 4 gole. Potem prosti strel Balkovca in zgrešena priložnost Gabra Dobrovoljca iz neposredne bližine, to je bilo v 77. minuti. 4 minute pozneje nova priložnost za Domžalčane, znova predložek Balkovca, z glavo Dobrovoljc za las mimo desne vratnice domačih vrat. 83. minuta, prodor Alvirja, Vuk za Črnica, močan strel, toda brez težav za Marka Zalokarja. Potem pa še 90. minuta, Elvis Bratanovič je takole poskušal priti do žoge, toda glavni sodnik je označil prekršek in ostalo je pri zidu 1:1. Zagotovo so v prvem polčasu igralci nasprotnega moštva pač enostavno več želeli si biti na igrišču in se boriti za točke. Dokler to nismo popravili v drugem polčasu, nismo pač prispevali se skupaj nič. Sicer smo imeli neke priložnosti oziroma pol priložnosti, ampak žoga ni tekla, napake smo delali in v nekih momentih smo bili panični, kar je za nas v tem trenutku neverjetno, da v taki tekmi pač postaneš paničen. Ampak sigurno plačujemo davek nečesa, kaj je to, a je to mentalni preklop, a je to utrujenost, ne vem, ampak te točke bodo v nekem momentu manjkale in jih bomo mogli nadoknaditi kje druge. Seveda smo pa se borili proti dobremu nasprotniku, ki se krvavo bori za svoje in zaradi tega jim je treba tudi čestitati. Domžalčani so po prvih 2 izgubljenih točkah na prvenstveni lestvici zdrsnili na 3. mesto. Svoje misli pa so že usmerili k prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. V četrtek ob 20:45 bodo na stadionu v Stožicah gostili člana angleške Premier League West Ham United.